mogoče kar začnemo počasi, če nam se bo dokaj pridružil kasneje nič hodega. Naj vas vse lepo pozdravljam. Moje ime je Tanja Petrovič in danes sem v tem prostoru gostiteljica in sogovornica doktorici Matejke Grgič. Glavni razlog za današnji pogovor je njena pred kratkim objavljena knjiga. Jaz bom najprej Matejko kratko predstavila, potem pa bomo v obliki nekega pogovora se pogovarjali o različnih vprašanjih, ki na nek način izhajajo iz razprave, ki jo je Matejka objavila. Da ne bi pozabila kasneje povedati, knjiga Matejke Grgič Jezik, sistem, sredstvo in simbol je na voljo tukaj, izvodi so brezplačni, tako da kdo bo najhitrejši, pa se domov. Matejka Grgič je rojena v Trstu, kjer je tudi zaključila klasično gimnazijo ter študij. Magistrirala in doktorirala na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi bila mlada raziskovalka. Do zdaj se je ukvarjala z različnimi poklici, vsi njeni poklici so pa na en ali drug način bistveno povezani z jezikom, jezikovno rabo, jezikovno politiko, jezikovnim izobraževanjem. Predavala je kot docentka na Univerzi v Novi Gorici, kjer je tudi vodila in na nek način ustanovila, jaz to vem, zato lahko povem, študij slovenistike. Tudi danes predava slovenistične predmete na univerzah v Italiji in tudi dela kot lektorica za slovenski jezik. Od leta 2008 dela kot znanstvena raziskovalka, znanstvena direktorica na slovenskem izobraževalnem konzorciju na Sloviku. To je konzorcij, ki se ukvarja z različnimi oblikami izobraževanja in naslavlja zelo različna občinstva, od dijakov do različnih poklicnih skupin, ki rabijo slovenščino kot komunikacijski jezik. Matejka sodeluje z različnimi univerzami pri izvajanju študijskih programov, pri raziskovalnih projektih ter številnimi drugimi ustanovami, tako v Sloveniji kot v Italiji. Zelo dobro pozna tako eno kot drugo okolje in tudi različne aspekte jezikovne politike, ki vplivajo tako na dojemanje kot na rabo jezika, tako med Slovenci v Italiji kot tukaj v srednjem slovenskem jezikovnem prostoru. Matejka je do zdaj objavila kar nekaj zelo pomembnih del, predvsem z jezikovnih področjih, s katerimi se ukvarja. To so semiotika, filozofija jezika, zgodovina, epistemologija jezikoslovnih ved, tudi pragmatika. Avtorica je kar 4 znanstvenih monografij, od katerih je ena bila objavljena v Angliji. Njena zadnja knjiga, zadnja monografija je tudi razlog, zakaj smo se danes tukaj zbrali. Jaz sem knjigo Jezik, sistem, sredstvo in simbol z ogromnim zanimanjem in tudi uživanjem prebrala, še preden se je znašla v platnicah. In lahko rečem, da gre za zelo jedrnato, dobro, strokovno napisano in tudi zanimivo knjigo, ki se hitro, relativno enostavno bere. In kot eno izmed res velikih prednosti te razprave bi rada poudarila kombinacijo abstraktnih, teoretičnih jezikoslovnih konceptov z zelo jasno zamejeno empirično raziskavo. To, kar ima zapovedati o dojemanju jezika in jezikovne politike med slovensko skupnostjo v Italiji, Matejka na nek način pripelje skozi zelo egzaktno analizo predvsem medijskega diskurza iz določenega časopisa. S pomočjo jasno zamejenih jezikoslovnih konceptov, ki imajo zelo pomembno mesto v znanosti o jeziku, Matejka zelo prepričljivo dekonstruira prevladujoče ideologeme, ki na nek način definirajo jezikovno identiteto danes Slovencev v Italiji.
Knjigo lahko beremo tudi kot priročnik zgodovine in epistemologije jezikoslovnih ved in napisana je v zelo dostopnem jeziku, ki tudi govorcem slovenskih idiomov Italije na nek način ponuja orodje za razumevanje lastne jezikovne in tudi širše identitetne situacije. In mogoče bi tukaj jaz začela s prvim vprašanjem in vprašala Matejko, kaj je bil razlog, kaj je to, kar te je spodbudilo, da to knjigo napišeš in kdo je bil ta zamišljeni bralec, ki ga dejansko naslavljaš v svoji razpravi. No, dober večer vsem, ki ste prišli. Bom začela kar z odgovarjanjem najprej z drugim delom tega prvega vprašanja. Jaz mislim, da res znanstvene monografije, čeprav so napisane jasno z neko določeno, kako bi rekli, rigoroznostjo, natančnostjo, tudi strogostjo do samih sebe na vse zadnje, vendarle, ko pridejo v fazo, da so objavljene, morajo biti na razpolago nekemu širšemu krogu bralcev. Seveda gre še vedno za znanstveno delo, zaradi tega tudi ne moramo pričakovati, da bo kdorkoli to bral kjerkoli, to ni branje za na plažo, ampak vendarle jaz mislim, da je naša naloga tudi ta, da na nek način stvari spravimo v tako obliko, da so vendarle dostopne vsaj neki strokovni javnosti in da potem teh knjig ne bere, ne vem, skupinica 3 strokovnjakov, ki so res samo za to področje strokovnjaki. Ker se mi to zdi totalno nesmisel, da se v kaj takega sploh gre. Kar pa zadeva to, kako se je razvila ideja, kako je nastala ideja o tej publikaciji. No, na začetku te zgodbe je bila tu prisotna Tanja Petrovič, seveda verjetno ni slutila, kaj se takrat dogaja. Ona je leta 2007, če se ne motim, izdala knjigo Ne tu, ne tam. 2006, to je monografija, s katero prikazuje stanje jezikovne ideologije med srbsko avtohtono skupnostjo v Beli krajini. Jaz sem to knjigo takrat z užitkom prebrala, bili sva sodelavki na Univerzi v Novi Gorici, jaz sem to knjigo takrat z užitkom prebrala in sem začela razmišljati, da bi bila taka analiza v bistvu potrebna tudi na nekem jezikovno izpostavljenem območju, kakršno je območje slovenskega zamejstva v Italiji, tako bom rekla. Seveda, ta moja študija je potem zelo počasi nastajala, jaz sem se med tem ukvarjala še z drugimi stvarmi in je bilo znanstveno raziskovanje bolj kot ne hobi. Pravzaprav za nekaj časa, no potem pa sem dobila stik z založnikom, s Lorijem, ki ga tu predstavlja ravnatelj, direktor Devan Jagodic, in v bistvu Sloriju se je zdela ta raziskava zanimiva in se je zato odločil tudi, da jo podpre. Seveda moja naloga je bila, da jo spravim v knjižno obliko. Jaz sem rekla, ok, raziskava je že narejena, zdaj bo to seveda najmanjši del zgodbe, da jaz to seveda spravim v dostojno obliko. Trajalo je, če se ne motim, 2-3 leta, zato da je ta knjižica nastala. In k sreči me je založnik preganjal, ker če me ne bi še zdaj se ukvarjala s tem pisanjem, tako da najlepša hvala za te spodbude. Moram pa reči, da je veliko, kako bi rekla, razumevanja pokazal tudi moj delodajalec, ki tu nastopa kot soizdajatelj Slovik, ker je knjiga odščipnila marsikatero minuto tudi mojega delovnega časa, tako da gre res za neko tako zgledno obliko sodelovanja in skupnimi močmi, tako bom rekla, nam je uspelo, da smo zdaj danes tu. Preden zastavim naslednje vprašanje, bi rada povedala, da če kdorkoli v kateremkoli trenutku želi nekaj vprašati, se lahko tudi urine v najin pogovor, ni treba čakati nek uradni del za vprašanje občinstva. Smo dokaj obvladljiva skupina, ki se lahko ravnopravno pogovarja. Zdaj, kot sem rekla, si ti oseba, ki je na zelo različne načine vpletena v različna občinstva, ki jezik rabijo v smislu, da ga uporabljajo in ga tudi rabijo za različne namene. In kako glede na to, na tvoje profesionalne izkušnje, tako kot lektorice, prevajalke, tolmačke, docentke na univerzi, mame, bivše dijakinje in tako naprej, kako bi ti opredelila nasploh to jezikovno identitetno situacijo Slovencev v Italiji?
No, identitetne situacije smo nekako do nedavnega smo si jih predstavljali zelo tako, kako bi rekla, v nekih blokih, v nekih schemah. Verjetno se še vsi spomnite tiste znane sheme o indoevropskih jezikih, jaz sem jo tudi povzela v tej knjigi in sicer neposredno iz Wikipedije, ker se mi zdi zelo pomenljivo, da se v Wikipediji pojavlja taka shema. No, ta shema indoevropskih jezikov, če se jo spomnite iz srednje šole, je taka, da so jeziki v nekih predalčkih. Vse je zelo nazorno prikazano, med enim predalčkom in drugim je nek prostorček, in nam je tako jasno, kam kdo spada. Taka shema je seveda za neko osnovnošolsko znanje jezikov in s tem povezanih tudi identitet seveda prikladna, ker ne povzroča nobene zmešnjave. Ampak taka shema, žal, mogoče ne odraža dejanskega stanja v našem svetu. Pa ne samo v našem svetu. Hibridne identitete niso nekaj, kar smo si mi izmislili v zadnjih 20 letih. Hibridne identitete so, sicer kot pojem je to precej nova zadeva, vendar pa so hibridne identitete obstajale pravzaprav odkar obstaja človeštvo in tega se na nekaterih območjih, tako kot je recimo tale slovensko zamejstvo, če ga tako imenujemo v Italiji, to so jezikovno bolj izpostavljena območja, bi lahko rekli, kjer je uporaba določenega jezika lahko tudi predmet določenih konfliktov. Navsezadnje, no, tam so te identitetne dinamike dosti bolj očitne, tudi dosti bolj zanimive, vendar pa to prepletanje teh identitetnih zgodb je nekaj, kar je v svetu prisotno čisto povsod. Jaz se spomnim, ko sem jaz hodila še na gimnazijo v Trstu, so nam vsi razlagali, kako zelo smo srečni, ker smo dvojezični. Kakšna ogromno prednost imamo pred ostalim, ker smo dvojezični. No, potem sem kar nekaj let kasneje ugotovila, da je približno 70% svetovnega prebivalstva je dvojezičnega. Torej, dvojezični ljudje nismo nobena izjema, smo pravilo. Prednost je od 4 do več jezičnosti. Takrat začenjamo govoriti o neki prednosti. Tako da tudi na ta identitetna vprašanja, pa na to, kaj je pravzaprav prednost, recimo takrat, ko jezik postane na določeni točki lahko tudi poklic, kot v mojem primeru, na ta vprašanja gledamo zelo ideološko. Se pravi, postavimo si nek model, ki se nam zdi idealen in potem skušamo vse dejansko stanje natrpati v ta model, kar pa seveda jasno ne gre. Ne deluje oziroma ne reflektira dejanskega stanja in družbe, v kateri živimo. Ja, meni se zdi, da v knjigi zelo dobro pokažeš prav ta celoten spekter težav in trenj, ki nastajajo iz dejstva, da na eni strani imamo zelo polikane, jasne, natančne mape, zemljevide, predalčke, te genealoške tabele in tako naprej, ker se vse zdi jasno ločeno in neproblematično, vsi pa vemo, da je življenje nekaj zelo kompliciranega in v tem pa dejansko ni razloga za to, da bi se kdo počutil slabo. Naprotiv, meni se vedno zdi, da je to ne samo prednost, kot si sama rekla, ampak tudi na nek način razlog za uživanje. In tudi tako pri vseh govorcih, vseh jezikov, raba elementov iz različnih jezikov je dejansko zavestna in ima svojo družbeno simbolno funkcijo. Torej tudi mešanje recimo italijanskih in slovenskih elementov v komunikaciji se ne dogaja samo kot rezultat tega, da je nekdo nezadostno izobražen v katerem koli izmed teh jezikov, ampak je enostavno določena družbena praksa, ki ima svoje razloge in svoje funkcije. In glede na to, zdi se mi, da je ena izmed ideologem v razmišljanju o, recimo v našem primeru danes, slovenski skupnosti v Italiji, tudi to, da to skupnost doživljamo kot precej monolitno in homogeno, kot da bi zdaj vsi pripadniki te skupnosti, vsi govorci slovenščine v Italiji enako mislili, enako se vedeli in imeli tudi enake
ideološke in jezikovne vzorce. Temu pa seveda ni tako in me zanima, mogoče zastavim vprašanje, kdo najbolj čuti ta trenja, ki nastajajo iz tega, da določeni shem, ki jih imamo in ki jih reproduciramo tudi skozi izobraževanje, ni mogoče reproducirati v realno življenje. So to učenci, so to, kdo so ljudje, ki mogoče najbolj čutijo vsa nasprotja, ki nastajajo v taki situaciji, kot je situacija Slovencev v Italiji, ki, kot si sama rekla, ni nič unikatnega. Dejansko je to situacija, ki jo imamo tudi tle, mogoče pa je to vrstna skupnost, družbeno polje, kjer se to vrstna trenja še najbolj kaže. No, ja, drži, ne? Na majhnih skupnostih, majhnih vzorcih, tam, kjer so recimo neke dinamike bolj izpostavljene, bolj očitne, je seveda na vse zadnje lažje delati to vrstne analize, ampak pojavi so pa povsod zelo podobni. Zdaj, težko rečem povsod, ker kakšne situacije na Papui, Novi Gvineji meni niso znane, zato ne bom nič pametnega o tem rekla, ampak prav gotovo v Evropi so ti mehanizmi zelo, zelo podobni. No, zdaj, tako, kdo je mogoče najbolj prizadet znotraj teh mehanizmov? V tem monolitskem pojmovanju skupnosti smo do nedavnega obravnavali tudi slovensko skupnost v Italiji kot skupnost, ki je v celoti žrtev neke dane situacije, kjer so pač na neki strani neki zli sovražniki, to so bili Italijani, torej večinski narod, ki je zatiral manjšinski narod. Zdaj, ne bom rekla, da teh dinamik ni bilo, oziroma ne bom rekla, da jih ni, vendar pa je stanje, kot sva že ugotovili, veliko bolj kompleksno. In naše gledanje, ko se pogovarjamo o ideologijah, pogosto percipiramo to kot pač nek sistem vrednot, neko lahko tudi orožje, ki ga neka dominantna, torej etablirana dominantna skupina, kar bi v tem primeru bila italijanska večina, ustvari v odnosu do neke podrejene manjšine. Ni tako zelo enostavno, kot se zdi. Tudi manjšine, ki same sebe predstavljajo tudi kot ogrožena skupnost in dejansko lahko tudi so ogrožena skupnost, prav zaradi tega občutka ogroženosti ustvarjajo neke ideološke procese, bi lahko rekli, zato da s temi ideološkimi procesi dejansko odgovarjajo na ta svoj strah. Ideologija nastaja ne samo zaradi volje po dominaciji, volje po moči, bi lahko rekli, ampak tudi kot odgovor na nek občutek ogroženosti, na nek občutek strahu, občutek, da moramo zdaj mi varovati, zaščititi, tudi braniti z orožjem, med citati je tudi tak, da s vsemi močmi in vsemi sredstvi moramo braniti to, kar imamo, in ravno na tej točki, to sem želela izpostaviti, da pač ideologija ne nastane samo zato, ker neka večina hoče podjarmiti neko manjšino. Ideologija, kot smo recimo mogoče v klasični teoriji ideologije, to lahko brali, navsezadnje tudi v klasični teoriji jezikovne ideologije, se pojavlja to. To seveda drži, ne bom rekla, da ne, ampak zelo zanimivo je pogledati, kako tudi neka skupnost, ki samo sebe definira kot ogroženo, dejansko vzpostavlja neke obrambne mehanizme, ki gredo skozi ideološki diskurs. In zdaj, kdo so žrtve tega ideološkega diskurza? Ja, dejansko vsi. Ker takrat, ko o zadevah ne razmišljamo, bom rekla zelo preprosto, trezno, takrat potem izgubljamo vsi. Ker dokler ostajamo na področju ideologije, nobena resna jezikovna politika ni mogoča. In to ne velja samo za neko manjšinsko skupnost, ampak velja na splošno za vse skupnosti govorcev. Dokler je pogled na jezik ali na karkoli drugega, ideološki pogled, potem se neke resne politike enostavno ne morejo dogajati. Glejmo, kaj se dogaja v teh dneh okrog nas, ko govorimo o islamu. Če pogledate malo medijski diskurs o islamu, zdaj niti ne treba več biti eksperti, ker je to na dlani vsem nam, prav skozi ta filter strahu se poraja nek diskurs, ki vzpostavlja pač neke vrednote, mi, vi, kje smo mi, kje ste vi,
kje je potrebna zaščita, kako se bo ta zaščita dogajala, prek katerih mehanizmov bo šla in katere nove ideološke diskurze bo porajala. In v taki situaciji seveda to ni, kot pravijo eksperti za komunikacijo, pravijo, da mora biti sporazumevanje win-win, se pravi, vsi moramo nekaj pridobiti s tem. Ne, v taki situaciji enostavno vsi izgubljamo. In v manjšem okviru, seveda, zdaj, če gremo z tega, ne vem, zelo širokega okvira islama, ki je pač zelo aktualen v teh dneh, zato ga citiram, če gremo na neko manjše območje, seveda, ampak vidimo, da mehanizmi se enostavno replicirajo in da so povsod plus minus, ne bom rekla enaki, ampak vsaj podobni. Ja, ena izmed mogoče najbolj izrazitih konstant, ki jih ti tudi izpostavljaš v analizi tega gradiva časopisnega, ki se nanaša na jezik zamejcev v Italiji, je nostalgija za nekimi daljnimi časi, ko je jezik bil čist, bolj pristen. Danes pa je mešanica, danes je ogrožen, govorimo v bioloških metaforah o smrti jezika, o njegovi ogroženosti, o potrebi po njegovem ohranjanju in tako naprej. Seveda, to je univerzalna značilnost določenih jezikovnih ideologij. Imamo jo zelo pogosto tudi neodvisno od dejanskih situacij. Imamo jo zelo prisotno tudi v srednjem slovenskem prostoru ogroženosti slovenščine. Marsikdo govori tudi danes, čeprav je recimo, meni se vsaj zdi, situacija nikoli ni bila tako ugodna za slovenski jezik, kot je danes. Še vedno je ta diskurz o ogroženosti slovenščine zelo prisoten. In ta projekcija idealnega, čistega jezika zamejcev v Italiji, seveda pa tudi je ideološka projekcija. Jezik v tem smislu nikoli ni bil čist. Kaj se s tem dogaja? S čem ti razlagaš tako vztrajnost nostalgičnega pogleda na jezik? Kaj se ti zdi, kdo so politični, družbeni akteri, ki nostalgični diskurs še najbolj perpetuirajo? No, zanimivo je, da se ta diskurs analizira na medijsko gradivo, ki je šlo v Primorskem dnevniku. To je slovenski dnevnik, ki izhaja v Trstu, pokriva pa nekako celotno območje, se pravi Tržaško pokrajino, Goriško in tudi Videmsko. In izbrala sem nalašč, šla sem skozi 2 leti v bistvu, in izbrala sem pa nalašč citate in tudi primere iz besedil, ki jih pišejo različni avtorji. Torej, ne samo novinarji, tu so tudi pisma bralcev, kolumne, kotički, mnenja, pač zelo različno, torej ne zelo različno, ampak vendar ne, če medijsko gledamo, gre za kar precej raznoliko gradivo. In zanimivo je, da se ideološki diskurs in eno od ideoloških jeder je predvsem to, da je bilo nekoč so bile stvari boljše, lepše, bolj urejene, jezik je bil čist, lep in tako naprej. To je eno najbolj značilnih ideoloških jeder na svetovni ravni, tudi kar se pač mednarodne literature, če gremo malce pogledati. Tu bi rekla, da se ta diskurs pojavlja dejansko pri vseh skupinah govorcev, kar me je nekoliko presenetilo. Tako pri mlajših govorcih, kot pri starejših. Zdaj v Primorskem dnevniku avtorji tudi niso vedno podpisani, tako da včasih težko razbereš, koliko je star avtor, ampak včasih v nekaterih člankih se pa pojavlja. Recimo, ko sem jaz hodila v osnovno šolo takoj po 2. svetovni vojni, pač razbereš, da gre recimo za nekega starejšega bralca. In iz takih podatkov recimo približno lahko narediš neko tako analizo. No, zanimivo je, da se ti ideološki vzorci nekako replicirajo in ponavljajo, ne glede na starost bralcev. To je zelo zanimivo. In še eno mogoče, tako paradoksalna zadeva, kaj se potem dogaja v takem okolju, kjer je ideološki diskurs tako zelo prisoten. V Trstu in Gorici imamo, če se jaz ne motim, Deva me boš popravil, enih 6 založb, manjših sicer, ki se ukvarjajo z založniško dejavnostjo, na različnih nivojih, za različne ciljne skupine, nekatere pač imajo mladinsko literaturo, zgodovinsko in tako naprej. Zadnji priročnik
upam, da ne bom zdaj rekla kakšne zelo velike neumnosti, ampak po mojem mnenju je zadnji priročnik, ki je išel na tem območju slovar paronimov, slovensko-italijanskih paronimov Diomire Fabian Bajc, in to je bilo leta 94 ali 96 tam, skratka 20 let nazaj. Ne. Kar je po svoje paradoksalno, ker če pač menimo, da je jezik ogrožen, potem jaz pričakujem, da bi imeli neko hiperprodukcijo raznovrstnih priročnikov, deskriptivnih, normativnih, dvojezičnih, enojezičnih, takih in onakih, pač kar se dobiti da, in da bi vsakih 6 mesecev nekaj išlo. Dejansko pa tega nimamo. Ne. Pričakujem, da bi imeli vzpostavljeno lektorsko službo, recimo. Zdaj, lahko imamo o lektorjih zelo deljena mnenja, ampak če že govorimo o ogroženosti jezika, potem jaz pričakujem, da bi imeli lektorsko službo. Nimamo je. Ne? Celo Primorski dnevnik je brez lektorja. Imeli so lektorco enkrat tam do sredine 90-ih let, potem pač je nastopila ena od teh cikličnih kriz, ne? In lektorske službe ni več. Ne? Tako da prihaja do nekih pravzaprav paradoksalnih situacij, ki so mogoče na prvi pogled skregane s tem, ne, o čemer pač govorimo, se pravi o neki ogroženosti jezika, strahu pred tem, da jezik izumre. Vidimo pa, ne, da ideološki diskurs nikoli ne poraja nekih rešitev. Ideološki diskurs v bistvu generira samo samega sebe in ustvarja samo samega sebe. Ne daje rešitev, ne daje nekih, bom rekla, mogoče tudi praktičnih navodil, ne ustvarja nekih jezikovnih politik, ne omogoča razvoja, ne stroke, ne znanosti, navsezadnje niti jezika samega. Zdaj, ko se pogovarjamo o jezikovni situaciji v slovenskem zamejstvu, že sam koncept zamejstva je relacijski. Zamejstvo je nekaj, kar je čez mejo, na drugi strani meje pa je center. Ne? In zdi se mi, da nujno mi dve tukaj morava, da bi situacijo čim bolj razsvetlili, posvetiti nekaj časa dialektiki odnosov med centrom in tole zamejsko, pogojno rečeno, periferijo. In je ta dialektika, se meni zdi zelo zanimiva, to, kar ti izpostaviš v knjigi in kar na nek način temu priča, je zelo zanimiva rekontekstualizacija pojmov jezik in narečje. Kar ni nujno spet to, o čem smo govorili, da se stvari dajo fino popredavčkati in da je narečje nek podsistem znotraj širšega sistema jezika. Kako se ideološko dojema dejansko narečje med Slovenci v Italiji? No, tako, če grem iz gradiva, ne, ki sem ga analizirala, če črpamo toliko informacije, bom rekla tako, na dva zelo različna načina. Po eni strani je narečje nosilec nekih vrednot, ki so seveda zelo prikladne temu ideološkemu diskurzu nostalgije. Narečje je tisti idiom, ki ga uporablja nek starejši prebivalec, po možnosti nad 100 let star, ki živi v neki odročni vasici, kjer seveda ni ne interneta, ne televizije, ne radija, ne nobene tehnologije, in potem on biološko ohranja ta stari jezik svojih prednikov, ki bo tam ostal neomadeževan do večnosti. In večkrat ne slišimo to nekoč narečje, jezik starih ljudi, ne, kot neke vrste, kako bi rekla, jezik, idealni jezik, kateremu naj bi vsi težili. Po drugi strani, spet zelo paradoksalno boste rekli, ne, ampak ravno obratno, torej narečje je pa tisti idiom, ki ga uporabljajo neizobraženi ljudje, je očiten znak neke perifernosti, nekultiviranosti nasploh, tako da se pojavlja recimo ta diskurs, ne, recimo tudi med učitelji, naprimer, ne, govori lepo slovensko, ne govori po domače. Ne, kot češ, ne, prvič, torej po domače ni lepo, ne, in drugič, po domače ni slovensko.
Medtem ko vemo, da se narečja obravnavajo kot del nekega jezikovnega kontinuuma. Zdaj, če malo odmislimo to klasično klasifikacijo po jezikovnih zvrsteh, vendar pa se kljub temu narečja se obravnavajo kot del nekega jezikovnega kontinuuma. No, posledica te paradoksalnosti in posledica tudi pomanjkanja nekih resnih jezikovnih politik je pa zdaj ta, da na nekih dodatno izpostavljenih območjih, kot so območja v Videmski pokrajini, naprimer Rezija, mogoče najbolj izpostavljeno sociolingvističnega vidika območje, tudi delno Benečija. Tam prihaja že do tega, da govorci narečja pravijo, to ni več narečje slovenskega jezika, to je zdaj samostojni jezik. Ni res, da je rezijanščina eno od slovenskih narečij, to je nek pradavni slovanski jezik, ki je sicer bratranec slovenščine, ampak slovenščino samo po sebi nima nobenega neposrednega stika. In ta ista, kako bi rekla, ta ista filozofija, ki je bila do nedavnega značilna samo in izključno za Rezijo, tudi zaradi tega, ker je rezijanščina res, kako bi rekla, na prvi pogled zelo težko razumljivo slovensko narečje za vse druge slovenske govorce, ta filozofija se nekako zdaj že pojavlja kot politični model v Benečiji, kjer je do nedavnega ni bilo. Ne vem, ali se bo začela pojavljati tudi že kmalu v Trstu in Gorici. Samo vprašanje, če se bo sicer ta odnos do jezika in ta, kako bi rekla, jezikovna politika nadaljevala, je po mojem mnenju samo še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Dejansko o rezijanščini že ne govorimo več kot o rezijanskem narečju, s čimer bi pač podčrtali, da je to narečje nekega jezikovnega kontinuuma, ampak že skoraj govorimo vsi, z malo red, danes tu, o rezijanščini, torej kot o neki samostojni tvorbi. V Benečiji se je pojavil ta sintagma po našim. Se pravi, kako govoriš, govorim po našim, kar seveda pomeni pač govorim po svoje, ampak se zdaj to pojavlja kot neko poimenovanje tega idioma, torej ne več samo kot neka parafraza, ampak kot neko samostojno poimenovanje idioma, kateri jezik govoriš, govorim jezik, ki se imenuje po našim. Najbolj hecno je bilo, tako z mojega vidika, jaz sem sicer parkrat dvigala telefon in rekla, da mogoče bi bilo treba stvar malo drugače postaviti. V Trstu Gorici oziroma Čedadu, tako malo rotira, vsako leto je v enem od teh mest Prešernova proslava ob dnevu slovenske kulture in vsako leto je neka druga društvo, organizacija nekako je poverjena, organizacija tega dogodka, ki je narejen tako po modelu pač osrednje proslave ob dnevu slovenske kulture. In vsakič ima nek podnaslov. In letošnji podnaslov, letos februarja so to proslavo organizirali Slovenci društva iz Videmske pokrajine in v podnaslovu je bila ta sintagma, to je bil sicer vers iz poezije, če se ne motim, Alda Klodiča, puste nam rože po našim saditi. Kar mi je sicer nič narobe s tem, ampak dejstvo, da se pojavlja ta sintagma po našim ravno v podnaslovu Prešernove proslave, meni se je zdelo zelo zanimivo, in sem telefonirala, mislim, je to racionalna izbira, ste pač to zbrali z nekim razlogom? Ne, so mi rekli, se nismo zavedali, da je to tako. Tako da ja, ta pretirana, po eni strani velika pozornost do teh jezikovnih tematik, po drugi strani pa potem so tudi te jezikovne politike, kot sem rekla, zelo neučinkovite včasih. To je bil samo zdaj tak primerno ravno letošnji. Ja, sej to govorimo po naše, recimo tudi konstanta v načini, kako ljudje, govorci iz srbo-hrvaščine v Beli krajini bojo definirali svoje jezikovne prakse. Ker se zelo izresno hočejo izogniti kakšnikoli identifikaciji z nacionalnimi skupnosti, ki jih imajo tle na voljo, iz različnih razlogov. In to je na nek način simptom upora tovrstnih skupnosti, prevladujoči že nekaj
nekaj stoletij ideologiji v Evropi, kjer se jezik enači z nacionalno identiteto in seveda z državo. Če govoriš slovensko, si Slovenc in seveda živiš v Sloveniji. Zdaj, vsi spet vemo, da je realnost zelo različna, da so kombinacije neskončne in da na katerikoli ravni te identifikacije lahko pride do kakšnega presenečenja. In družbe so seveda različno odprte za to vrstne presenečenje in različno tolerantne do njih. To, da se ti danes preseljenko pogovarjaš, priseljenko o jezikovni politiki v Sloveniji ali v zamejstvu, je recimo eno izmed takih presenečenj in slovenska družba se mi zdi vse bolj tolerantna do tovrstnih pojavov. So pa tudi meje tega, jasno. Kakšna je pa situacija v zamejstvu? Kako se jemlje Italijan, ki se nauči slovensko? Ali italijanski otrok, ki hodi s slovenskimi otroci v slovensko šolo? Kakšne so zdaj vse možnosti za identifikacijo? Ker, koliko jaz tudi vem, je kar nekaj tudi Italijanov, ki se odloča za to vrstno jezikovno izobraževanje vlastnih otrok. Predvsej, ja. Spet tako zelo dvorezen meč, bi lahko rekla. Ne? Po eni strani tak sočen primer tega je tudi star 20 let. Ne? Očitno se mi pozna, da nisem več rosno mlada, ker dajem same primere 20 let stare, ampak tako pač to je. Leta, spet tam nekje, sredi 90-ih let, je bil za tržaškega župana zvoljen Riccardo Illy. To je ta gospod od kave Illy. In je bilo takrat v Trstu to super presenečenje, ker je ta človek res prinesel nekaj tega kozmopolitskega duha v to mesto. In on je takrat ob izvolitvi, no to je lokalna televizija prenašala, neposreden prenos so imeli in je on takrat, ko so bili pač rezultati že zelo jasni, da je on zmagovalec, se je on zahvalil med drugim rekoč hvala lepa. To je sprožilo val navdušenja med Slovenci, kot če bi celo Toporišičevo slovnico na pamet od A do Ž zrecitiral. Pa je dejansko povedal dve besedi. Ampak to je bil prvi primer tržaškega župana, ki je povedal dve besedi v slovenščini. Tako da, ampak je dober primer tega, ne, kako včasih po eni strani gre za nek nekritično pozitiven odnos do tega, ne, ker na vse zadnje hvala lepa bi se dalo diskutirati, ne, koliko je še to del slovenskega jezikovnega kontinuuma, ampak ne, po eni strani torej veliko navdušenje, ki ga sicer lahko razlagamo na podlagi teh recimo prejšnjih izkušenj, ne, ampak že zdaj malo to pogledamo, kaj se dogaja recimo šolsko populacijo. Mi ravno kar zdaj tudi v okviru Slorija, Slovik, Slori in dve šoli, ena v Trstu, ena v Gorici, imamo nek projekt, ki se imenuje Živa slovenščina. V sklopu tega projekta je potekalo tudi neko tako sicer testiranje na zelo majhnem vzorcu, tako da je za kako znanstveno raziskavo precej nerelevanten, ampak vendarle, ne, dokazuje nekako, da zdaj že prve analize ne, mogoče imamo in dokazuje, ne, da imamo šolsko populacijo, kjer se že skoraj, bom rekla, v tem vzorcu polovica, mogoče ne bi kakšno devan, tudi druge raziskave so bile narejene, ne, kolikšen del šolske populacije dejansko se doma pogovarja v italijanščini. Zdaj, vprašanje, ne, če so to pač italijanske družine, ker sta oba starša Italijana, ali mogoče en starš Italijan, ali mogoče nihče, ne, ampak so otroci, mladostniki, neki povedo, doma se pogovarjamo v italijanščini. In tle je odstotek že kar zelo visok, ne, tam okrog polovice smo. To pomeni, da dejansko otroci iz totalno italijanskih družin se vpisujejo v slovenske šole iz različnih vzrokov in razlogov. Vprašanje pa je sedaj, ne, na neki točki vendarle, kolikšno je pa potem znanje slovenščine teh in vseh ostalih otrok, ne, oziroma še bolj kot znanje, jaz vedno izpostavljam ne toliko znanje, ampak razvoj jezikovnih veščin. Ne, torej sposobnost sporazumevanja v slovenščini.
Lahko tudi ne veš, da se tretji sklon imenuje dajalnik, ne, ni nujno, si pa sposoben se v slovenščini pogovarjati v nekih vsakodnevnih situacijah. Da ali ne. In tukaj spet ne, gre za do neke mere ideološki pristop. Ker po eni strani zelo vabimo otroke iz italijanskih družin oziroma njihove starše, da te otroke vpisujejo v slovenske šole. Navsezadnje v Gorici se vsako leto pojavljajo taki jumbo plakati, napisani samo v italijanščini, ki očitno torej nagovarjajo neko italijansko publiko, ne, da so slovenske šole pač šole s širšim obzorjem in tako naprej, se pravi vabijo to populacijo, da se vpisujejo v te šole. Hkrati pa šole imajo nek zelo neenakomerno razdelan sistem, kako bodo te otroke brez predznanja slovenskega jezika vključevale v svoje programe. Spet, ne, tle bi spet rabili nekaj, kar je zelo podobno neki jezikovni politiki, se pravi neko strokovno podlago, na vsezadnje neke učbeniki, ki bi bili prilagojeni za to populacijo. Hkrati pa opažamo, in to sta že zdaj, mislim, da je to druga raziskava, ki jo delamo, ne s tem v zvezi, da znanje oziroma razvoj jezikovnih veščin, pustimo znanje, ne, to je to, kar se testira na Cankarjevem tekmovanju, to je en del zgodbe, ampak razvoj jezikovnih veščin, da je približno enak, ne glede na to, ali otroci prihajajo iz družin, kjer se pogovarjajo v slovenščini, ali iz družin, kjer se pogovarjajo v italijanščini. Zakaj? Zato, ker je za otroke in mladostnike, ki v bistvu v tem okolju živijo, v svet zunaj šole in mogoče kakega društva, italijanski svet. Ne, če greš na pico, greš v italijanščini, če si kupiš vozovnico, urbano recimo, je tam na tem avtomatu, ali kako se že temu reče, pač vsi napisi so samo v italijanščini, pa dajem zdaj neumne primere iz vsakdanjega življenja. Greš na sladoled, je to v italijanščini, ne vem, greš k zdravniku, je to v italijanščini, greš na pošto, je to v italijanščini in tako naprej. Ne. In tukaj recimo, ne, zelo zanimivo, torej po eni strani ne, spet ta ideološki diskurs, kako je bilo nekdaj lepo in dobro, kako je bil nekoč jezik čist in lep, kako je treba promovirati jezik, pri čemer se seveda pogosto razmišlja samo o knjižnem jeziku, po drugi strani pa totalno pomanjkanje nekih zelo konkretnih jezikovnih politik in tudi ukrepov, na vsezadnje učbenikov, priročnikov, ki sem jim že prej omenila, na tej čisto, kako bi rekla, pritlehni ravni, kjer res ne rabiš nekega, ne vem kakšnega konsensa, zato da do tega prideš. Ja, to, kar ti zdaj opisuješ, je ena vrsta folklorizacije, ker ostane določen jezik, v tem primeru slovenščina, ustrezen in dejansko prisoten v zelo omejenih življenjskih situacijah. In s tem dejansko izgublja kontakt s vsakdanjim življenjem. Če je to samo, če niti v družini ni več toliko prisoten, če ostane samo šola, potem dejansko ni več življenjskega pristopa jeziku. A ti kot strokovnjaki, na zadnje, ki se z izobraževanjem tudi veliko ukvarjaš, vidiš kakšen način, da bi se dejansko slovenščina približala otrokom, da to ni samo jezik, ki ga povezujejo s bolj ali manj dolgčasnim poukom na urah slovenščine? No, to je problem, ne, šola nikomu ni všeč, ne, načeloma. Zdaj, nekateri redki so, tukaj sem brala o eni neumni raziskavi, ne vem koliko milijonov so porabili za neko raziskavo in so evropske najstnike spraševali, ali jim je šola všeč ali ne, in so potem naredili raziskavo, v katerih državah je otrokom šola bolj všeč in v katerih manj. Ne vem, no, mislim, meni se zdi vse skupaj brezvezno. Ampak, okej. Ja, kar zadeva zdaj tole naše vprašanje, ne, tako bom rekla, dejansko do tega prihaja, do folklorizacije jezika prihaja, zdaj, zakaj do tega prihaja, kateri so mehanizmi. Ko govorimo o folklorizaciji jezika in o pojavih, ki jih z tega izhajajo, naprimer o diglosiji, zelo pogosto navajamo dejstvo, da slovenščina v tem primeru ali pa drug manjšinski jezik ni prisoten v javnosti oziroma v odnosu z javnimi upravami. To pomeni, da recimo napisi niso dvojezični ali pa da, če grem jaz, ne vem, si narediti, ne vem, novo osebno izkaznico, da se tam na tistem okencu z gospod ne moram pogovarjati v slovenščini iz enostavnega razloga, ker ona slovensko ne zna. To je seveda
pomemben segment in ima neko pomembno simbolično funkcijo. Pri praktično sporazumevalnih učinkih pa sem jaz zelo skeptična, ker navsezadnje, koliko časa svojega življenja porabimo na upravni enoti. Ja, nekaj že, nekaj čakamo tam v vrsti, ampak potem pa smo v stiku, v nekem produktivnem jezikovnem stiku s tisto gospo na šalterju 10 minut, ne, na leto mogoče, ne vem. Tako da ta zadeva, ne, slovenščina ali katerikoli drug manjšinski jezik v javni upravi, v javnosti, javna prisotnost ima seveda, ponavljam, zelo pomembno simbolično funkcijo, o tem ne bom diskutirala. Kolikšni so pa potem praktični učinki na sposobnost porazumevanja, konkretno v tem jeziku, po moji oceni minimalni. Nekaj drugega pa imamo danes, kar precej drugih pripomočkov, tudi brezplačnih. Do nedavnega je bilo zelo težko dobiti v Trstu slovenske medije. Govorim o Delu, Dnevniku, ne vem, Mladini, čemurkoli pa že. Danes te težave ni več, zato ker imamo internet. Vsi ga imamo na vsakem telefonu, vsak najstnik to ima. Zdaj ne bom rekla, da bo najstnik bral Sobotno prilogo, ker bi mu rekel, to ne bo zanimivo, ampak obstajajo tudi revije za najstnike, obstajajo revije za otroke, obstajajo, ne vem, te poljudno-strokovne revije, ne vem, National Geographic v slovenščini in podobne zadeve. Koliko je tega med to populacijo? Po moji oceni, nimamo sicer nobene raziskave, če se jaz ne motim, ne, na to temo, delamo na tem, ne. Po moji oceni zelo malo. No. Vsi imamo danes pametne telefone. Jaz sem zdaj imela eno delavnico za kulturna društva, tako sicer ima starejša populacija je bila, odraslih ljudi, to hočem reči, in sem rekla, v katerem jeziku imate nastavitve na telefonu? V italijanščini. To je brezplačni tečaj slovenščine. Če si telefon nastaviš v slovenščini, dobiš brez truda 10 novih slovenskih besed, recimo. Ne? Ali pa Facebook, ali pa maili, ali pa karkoli. Ne? Skratka, danes to ustvarjanje teh stikov z živim jezikom je navsezadnje zelo enostavno. Zakaj do tega ne prihaja, tu pa je razlogov prav gotovo več. In prav gotovo ta ideološki element, ki ga danes tu obravnavamo, navsezadnje, nima neke zanemarljive vloge. Ker če jaz gledam na to, da je bil jezik nekoč čist in lep, in da je čist in lep samo knjižni jezik, in da so vsi drugi možne različice jezika pokvarjene, vključno seveda s Facebookom. Tam je vse slabo, kar se lahko se najde na Facebooku, in jezik, ki se uporablja na socialnih omrežjih, je itak tak, da bi ga bilo treba strogo sankcionirati s strogimi kaznimi. Potem seveda ne bom spodbujal munarije, da si nastavi Facebook v slovenščini in sploh, da po kakih slovenskih spletnih straneh brska. In to mi potrjuje tudi stik z nekaterimi profesorji, ne seveda vsemi, ampak jaz občasno slišim, da raje ne, vseeno pa raje Cankarja pa Jurčiča, kot pa da bi kakšne spletne strani, ne vem, Pasje zavetišče, recimo, če je nekdo ljubitelj živali, ali ne vem, Slovensko vegetarijansko društvo, karkoli takega brali. Ker tam pa ta slovenščina, tam pa že ni več ta prava. Tam je pa veliko angleščine vmes in se boste še to, kar znaste, se boste odvadili, sem slišala nekoč reči, pri čemer potrjujem tisti s v drugi osebi množine, ker vsa zadeva zveni še toliko bolj paradoksalno. Ja, nekako smo spontano prišli do tega, kar meni še najbolj zanima, in to je ta ideološki okvir nostalgičnega pogleda na jezik, nekega zelo esencializiranega pogleda, da se skozi rabo določenega jezikovnega izraza, ki je zelo idealiziran in da pravzaprav v dejanski rabi bolj ali manj nikjer ni, ohranja skupnost, ohranja identiteta. Na ta način so govorci, meni še najbolj zanima perspektiva ne skupnosti kot take, ampak govorca kot posameznika. Na ta način se mi zdi, da je na ljudi, zlasti na mlade ljudi v tej zamejski skupnosti naloženo ogromno breme, da
da jezik morajo uporabljati, ker je to stvar egzistence skupnosti. Takega bremena bolj ali manj, ali vsaj ne v tako izraziti obliki, ni tukaj, ni v Ljubljani. Tukaj pač govorimo, kako govorimo. Seveda, lahko poslušamo od svojih profesorjev v šoli ali lektorjev, kaj je s tem narobe, ampak noben ne reče, zato ker ti tako govoriš, bo slovenska nacija izumrla. Zdi se mi, da je tam to neko breme skupnostno zdaj veliko večje, po drugi strani pa ta nek pač prazen prostor med življenjskim, med tem, kar rabiš, kaj bi ti v vsakdanji komunikaciji prišlo prav in tem, kar imaš na voljo kot ustrezno rabo jezika, je ogromen. In zelo težko je sproščeno govoriti slovensko, ne da bi razmišljal o vseh teh aspektih. In a deliš ti ta moj vtis, da je to tako? Ja, absolutno. Čeprav, kot sem rekla, te dinamike so mogoče, zdaj se pač pogovarjamo o neki raziskavi, nekaj je bila narejena na nekem območju, kjer so mogoče te dinamike, kot sem že prej rekla, bolj očitne, ampak to so dinamike, ki so splošne, ki se pojavljajo povsod, v zelo različnih oblikah in tudi v zelo različnih, kako bi rekla, stopnjah tega patosa, ki je za tem, ampak vendarle so to dinamike, ki so povsod prisotne. Dejstvo je zdaj tole, da posameznik neko identiteto bo vedno ohranjal in z neko skupnostjo se bo vedno povezoval. Vprašanje je seveda, v kolikšni meri se bo še povezoval z neko skupnostjo govorcev, ki sami sebe poimenujejo govorci slovenskega jezika ali pa drugače rečeno Slovenci. Ker v teh dinamikah, rezijanščina, rezijani, beneška Slovenija, po našem, tržaško, tržačani, goričani, zamejci in tako naprej, neka študija je bila objavljena, tudi v sklopu teh raziskav in to je bila prav o jeziku in identiteti leta 2014, če se ne motim, Pertot in Kosič, 14, kjer prihaja ravno to do izraza, da se ljudje, to je sicer svetovni trend, ni samo zamejski, da smo si zelo na jasnem, da se ljudje prepoznavajo v nekih vedno bolj mikroskupnostih, in raziskava je narejena tudi recimo med najstniki, ali se ima za Slovenca, ali Italijana, ali oboje, ali karkoli, ali zamejca, ali kraševca, ali primorca, ali ne vem kaj, in vedno več, cela vrsta teh opcij je bilo danih in vedno več dijakov, vedno več vprašanih v primerjavi z raziskavo, ki je bila izvedena pred 20 leti. To je bilo v bistvu neko nadaljevanje te raziskave, nek follow-up. In dejansko vedno več ljudi se prepoznava v teh mikroidentitetah. Se pravi zamejc, tržačan, ne pa recimo Slovenec ali Italijan, na vse zadnje. To ni tako, da če nisi Slovenec, si Italijan. To je zdaj že malce star model. Novi modeli so ti, mikroidentitete ali pa navzkrižne identitete, pač več opcij. Slovenec, Italijan, zamejc, kraševec, primorc. Torej, več opcij zbirajo, torej ne zberajo več samo ene opcije, ampak jih zbirajo več. To so zdaj neki procesi, ki nikakor niso novi, nikakor niso vezani samo na izrazito to območje. Raziskave pri drugih manjšinah so pokazale zelo podobne trende. Dejstvo pa je, da znanje jezika ni vedno nujno povezano z neko nacionalno opcijo ali z neko identitetno opcijo. Jaz lahko govorim, ne vem, dobro nemško recimo, ampak se nimam za Nemko. Se ne vem, identificiram s tem svetom. Ali pa se delno, ne vem kako. Zato je tudi pri nas mogoče, tudi v tej knjigi, ta dihotomija nekoliko na koncu vendarle predstavljena, da se govorec slovenskega jezika še vedno definira, se ga vsaj skuša definirati kot Slovenca. Kar pa seveda ni nujno res, zakaj bi pa na vse zadnje bilo res. Slovensko se lahko naučijo govoriti, to ni s krvjo dano. Slovensko se lahko naučijo govoriti vsi govorci drugih jezikov na ravni prvega, drugega, tujega, katerega-koli jezika. Tudi ta razlikovanja, prvi jezik, drugi jezik, materni jezik, nematerni jezik,
so do določene mere zelo umetna in navsezadnje zelo ideološka. Zelo popolno v 4. razredu osnovne šole v tej državi, to lahko povem iz lastne izkušnje. Zdaj, na koncu knjige posvetiš zelo veliko prostora vprašanju, ki na nek način naravno, do katerega se naravno pripeljamo, in to je fetišizacija jezika. Proces, v katerem jezik ni več simbol ali znak identitete, ampak postane identiteta sama, postane praktično zamenjava za neko eksistencialno bivanje, bistvo. In v tem procesu pa zlasti s takim vsemi temi nasprotji, katerih so se mi dve dotaknili tle, in velikim praznim prostorom med dejansko situacijo pa neko projicirano, idealno, jezikovno, identitetno situacijo, prihaja tudi do tega, do nevarnosti, da na nek način ta isti fetiš oziroma jezik postane pravzaprav se dojema kot karikatura. Kot nekaj, do česar imajo govorci nek ironični odmik, ker je preveč oddaljeno od njihove jezikovne, vsakdajne in vsake druge realnosti. A se to dogaja? A je sploh... Ja, moja hipoteza, mislim, zadnje poglavje, zato smo ga tudi poimenovali sklepni esej, in ne pač nek zaključek raziskave, ker gre tudi za neko razmišljanje mogoče vnaprej, ne za postavljanje nekih hipotez, ki jih raziskava sama ni uspela še preveriti. Je to, da do določene mere, to je tudi zdaj pokojni Umberto Eco postavil kot izhodišče v enem od svojih del, da v trenutku, ko sistem, ta potreba po sistematičnosti, po sistemskosti prerase dejansko rabo jezika, imenujemo tako, postane ta jezik, se izrodi in postane karikatura samega sebe. In zdaj seveda, če to nastane v nekih določenih okoljih, v nekem določenem kontekstu, če se pojavljajo v neki določeni družbi, bom rekel tako, različni jeziki, različne jezikovne opcije, različni idiomi, ki so prikladni različnim kontekstom uporabe, različnim namenom in tako naprej, potem se seveda to nekako uravnovesi, če gledamo jezikovni kontinuum kot celoto. Če pa so te opcije, ki so navsezadnje tudi identitetne in jezikovne opcije, zelo izrazito usmerjene samo v neko smer, v tem primeru pač po eni strani, kot sem napovedala v naslovu, po eni strani pač to sistemskost, sistematičnost, paradigmatiko recimo, piflanje paradigem na pamet in tako naprej. Po drugi strani pa čisto nasprotje tega, v neko zgolj simbolično funkcijo jezika, pri čemer pač ni važno, kako govoriš. Glavno je, da govoriš slovensko, ker je pač to simbol tvoje narodne pripadnosti. Če do tega pride, potem na neki točki se tudi ta simbolična funkcija, ki jo vendarle skušamo, skozi ta ideološki diskurs replicirati, se nekako izrodi, izvotli se. Pride do neke implozije in se ta simbol izrodi v fetiš. Zdaj, tle fetiš obravnava psihanaliza, to verjetno veste, po tej Freudovi matrici, hkrati pa je fetiš tudi semiotiški pojem. In jaz izhajam tu iz semiotike, iz psihanalize, ki pač ni moje področje, tako da se tu nanašam na to teorijo, sklicujem na teorijo Thomasa Sibbeoka, to je bil pač semiotik madžarskega rodu, ki je pač prvi postavil to teorijo, da je pač tudi fetiš eden od možnih znakov. Je pa to tisti, kako bi rekli, znak nepopolnega pomena, ki ne poraja nekih, vsi simboli porajajo neke dodatne pomene, imajo neke dodatne pomene. Če vzamemo recimo, v naši kulturi zelo razširjen simbol križa, simbol križa ne pomeni samo, da sta dve črti prekrižani nekje, ampak ima tudi celo vrsto nekih družbenih, kulturnih, navsezadnje verskih, religioznih implikacij in tako naprej. To se lahko dogaja samo v trenutku, ko dejansko je neka stvar simbol nečesa. Če pa to svojo funkcijo, življenjsko funkcijo izgubi, potem ostane samo neke vrste, kako bi rekla, nek privesek. Zdaj skušam zelo poenostaviti zadeve, ker tle gremo res v tisti bolj teoretski del, ne toliko praktični.
In moja hipoteza je, da se z jezikom ta proces folklorizacije jezika v bistvu privede do tega, ne, da pač jezik na koncu nima te željene simbolične funkcije, ampak postane samo še neka votla lupina, kako bi lahko rekli. Jezik pa ne smemo pozabiti, ima zelo pomembno družbeno-politično funkcijo in če ga zreduciramo na nek bolj ali manj odvečen privesek, ki se mu zatekamo samo v zelo jasno in ozko definiranih življenjskih situacijah, in če je naša jezikovna raba obdana z idejo o strahu, torej jezik je ogrožen, ga moramo ohranjati, s temi metaforami izgube, izolacije, po drugi strani se ustvarja tudi družbena situacija, v kateri sami govorci se ne čutijo dovolj kompetentni, da bi sploh stopali v javni prostor, v kakšnekoli javne razprave, in se tudi ohranja neka izolirana situacija, v kateri spet pridemo nazaj do pojmovanja jezikovne skupnosti kot precej kompaktne, monolitne, homogene, torej mnenja so precej nivelirane. In ti na nek način tudi empirično sicer, ne tako teoretično kot kar jaz, zaključiš svojo analizo z ugotovitvami, da dejansko je ta nostalgično-normativni pristop jeziku prevladujoči med pripadniki slovenske manjšine v Italiji, da je ohranjanje jezika poglavitni cilj oziroma smisel jezikovne politike, ter da je ta diskurz o jeziku precej konvergenten oziroma da različni družbeni subjekti govorijo bolj ali manj enako. In to resnično ustvarja en tak zaprt sistem in mogoče bi jaz ta ena na ena pogovor zaključila z vprašanjem, a vidiš, kje ti razpoke v tem sistemu ali vsaj možnosti, da se odprejo alternativni drugačni prostori, kjer bi se dovolila možnost za to, da se ljudje bolj, da v jeziku, ki ga imajo na voljo, bolj prepoznajo tudi sredstvo za uživanje, za izražanje hibridnih, heterogenih, kompleksnih realnosti, v katerih ne nazadnje preživljajo vsak dan. No, jaz mislim, da te razpoke nedvomno so, ne, bi bili pa res svetovni unikum, če teh razpok ne bi bilo, ne, povsod na svetu so in verjamem, da tudi na tem območju dejansko obstajajo. Meni se zdi zelo pomembno neko strokovno delo na tem področju, ker tam, kjer je neko resno strokovno delo, ponavadi ni prostora za kaj dosti ideologije, oziroma je vsaj ta prostor ideologije zamejen, no, čeprav jaz mislim, da ideologija se pojavlja tudi v strokovnem diskurzu, ampak vendarle ne, se nekoliko zamejuje. Tako da strokovno delo na tem področju, znanstveno delo na tem področju, razmišljanje najrazličnejših skupin intelektualcev, ni nujno, da so to jezikoslovci, lahko so tudi drugi, bom rekla tako, mladih intelektualcev, pri čemer ne mislim anagrafsko mladih, ne, ampak mislim na tiste, ki so mladi po načinu razmišljanja, ne, ki radi razmišljajo o nekih novostih, ki radi preverjajo neke alternativne poti, ponavljam, tako na strokovnem kot na širšem intelektualnem, kulturnem, umetniškem področju. Jaz mislim, da te razpoke prav gotovo so. Bistveno se mi zdi, da pride do neke resne, pametne, premišljene jezikovne politike, ker brez tega si pa težko predstavljam, da bi te razpoke postale lahko tisto bojišče nekih, ne bom rekla neideoloških, ker ideološki pogledi so vedno in povsod, ne, čudilo bi me, če jih ne bi bilo, ampak vendarle vsaj nekih uravnovešenih pogledov, ne, ker bi se neke te ideološki diskurzi mešali z drugimi diskurzi in bi bili vsaj manj konvergentni. Ok, preden predam besedo oziroma ponudim besedo vam, dokler vi razmišljate o vašem vprašanju, jaz bom vseeno še eno postavila. Zdaj je že par mesecev, odkadar imamo to knjigo in mene zelo zanima res osebno, so bile kakšne reakcije predvsem v tem prostoru v Italiji med Slovenci, na kakšen način se jemlje ta knjiga, moj osebni vtis, da ona vseeno pri nas še en novi diskurs o razmišljanju o jeziku Slovencev v Italiji. A lahko oceniš percepcijo zaenkrat, glede na vseeno kratek čas?
No, zanimivo je to, ne, da tisti, ki imajo tako kakšne pohvalne besede, in moram reči, da jih je kar nekaj, ne, tudi tako strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, profesori, drugi raziskovalci, recimo v sklopu Slorja in tako naprej, ne, se oglasijo osebno. Ne, spravi, da pišejo mail, pa greš na kavo in ti rečejo, to fajn si povedala, bi še to dodal, ali bi še uno dodal, ali ne vem, še to knjigo bi morala nujno prebrati, zakaj je nisi, ne, in tako naprej, ne, skratka neki pozitivni odzivi. Moram pa citirati neko pismo o uredništvu, ki se je pojavilo v Primorskem dnevniku, je sicer predmet tako za en doktorat analize, podpisano, ampak ne bom citirala avtorja, ta pravi, ja, zelo fajn, ne, da je pač išla ta knjiga, da je on prebral to knjigo in tako naprej, in zdaj končno imamo dokaz, da bi pa res na šoli potrebovali tečaje fonetike. Tako. Tudi taki odzivi so. A je kakšno vprašanje? Jaz moram reči, da sem sodelovala v dogodku, ki je bil povezan s to knjigo oziroma v njenem izidu v Gorici, in sem jaz v nekem trenutku povedala, da je bistvo, da ljudje uživajo med tem, ko govorijo jezik. In potem je tudi, mi je Matejka potem poslala reakcijo enega očitno od pač poslušalcev v publiki ta dan, ki mi je to zelo zameril in je rekel, da on sicer absolutno uživa v tem, da dosledno uporablja dvojino in rodilnik z negacijo, ne vem kaj. In da ta moja ideja o tem nekem totalnem kaosu, ki bi v tem primeru nastal ni dobra. Ne? Lahko vprašanje. Ste rekli dvojezični, štirijezični. So bogati dvojezični pa 70%. Kje pa so štirijezični? Kako sploh priješ pa do štirijezičnega človeka? Kako je to? Nekaj to, da so dvojezični, pa kje so? Koliko jih je pa? Mislim, zdaj statistično, koliko jih je v svetovnem... Kako, ti imaš pol očeta to, pa v drugi državi živiš, pa še ne jezik, pa ško? Ja, recimo, jaz poznam... Pa niso srbščina, hrvaščina, pa bosanščina. Ne. Spravim, to je tako težko dobiti in kako so pa... Jaz poznam dve punci, dekleti, v bistvu sosedi naši. Oni imajo, mama je francozinja, oče je Italijan, hodita pa v slovensko šolo, s tem, da je familija živela 10 let v... Zdaj pa točno ne vem, kje so živeli, ampak skratka v neki angleško govorečem okolju. Tako da te punce so pač štirijezične. Zdaj, plus minus, ne, tudi ta dvojezičnost in x-jezičnost je tudi neke vrste mit, ne, ker dejansko 100% dvojezičnost tudi nikjer ne obstaja. Ne. Zdaj, jaz bi bila absolutno sposobna, pa jaz se poklicno ukvarjam s temi zadevami, jaz bi bila to predavanje absolutno sposobna imeti v italijanščini, ampak vprašanje, če bi pa kakšno stvar, ne vem, kaj bi rekla, vem, matematiko sem se jaz učila, kolikor sem se pač je, samo v slovenščini. A bi bila jaz tisto sposobna povedati v italijanščini? Ja, najbrž ja, ne, s tem, da bi se pač na to pripravila, ampak tako avtomatično pa ne. Tako da ta mit o dvojezičnosti, skratka o nekem govorcu, ki je sposoben katerokoli vsebino, v kateremkoli trenutku, brez katerekoli priprave povedati v kateremkoli jeziku, to je tudi en tak ideološki konstrukt. Ne. So pa ta dekleta v neki splošni percepciji, ne, štirijezična, ker pač z mamo govorijo konstantno v francoščini, z očetom konstantno v italijanščini, obiskujejo slovenske šole. Ste rekli, da štirijezični imajo nek plus, ne? Da še tukaj se vidi ta nek plus več jezičnosti, tudi to mi bo zanimivo, kaj ne bi biti plusi, če si štirijezičen, kaj pa če si tri? Ne, v tem smislu, ne, v tem čisto ekonomskem smislu. Ne, mogoče se nisem izrazila tako, kot bi se bila morala. Pri nas je recimo na šolah še zdaj zelo prisoten ta diskurs fanti in dekleta, kako ste vi blazno privilegirani in katera vsa vrata v življenju vam bodo odprta, ker ste dvojezični. Nič ne bo odprto, ker je dvojezičnega 3/4 prebivalstva tega planeta. Torej, če si dvojezičen, si v neki izhodični situaciji enostavno na nuli. Torej, imaš lih take možnosti, kot jih imajo vsi ostali, ki so dvojezični in teh je na svetovni ravni plus minus 3/4 prebivalstva. Ostalih je pa 10%. Ja. Ker pomeni, da mikrookolja pa nima od tega.
No, ok, pa samo še eno vprašanje. Ker ste rekli, zdaj raste mikroidentiteta, ne, pomeni rezijanci hočejo biti rezijanci nekako, kaj pa pol je s Furlani? To je pa za italijanski, ne, če Slovenci hočejo biti ne Slovenci, kako je pa pol z Italijani, ki nočejo več, ne čutijo pa te italijanske. Tudi pol, ali so oni zdaj pa skupaj bojo čutili Furlani? Italijani in Slovenci, da imajo pa zdaj hkrati še nadijo novo identiteto. No, pa ne. Ne, pri Furlanih je pa zgodba zelo zanimiva. No, Furlani so tak zanimiv primer, kako nastajajo novi jeziki. Furlanščina je z tega vidika zgodba o uspehu. Od dejstvu, da je furlanščina jezik in ne narečje, so pisali že tam konec 18. stoletja, se pravi v času razsvetljenstva, ko so se pač tudi te teorije, ne, jezik, nacija, narodnost ne pojavljale. Takrat so se začeli pojaviti tudi prvi spisi o tem, da je furlanščina, da ni to eno od italijanskih narečij, ampak da je to jezik. Furlani ne bi svojega statusa furlanščine nikoli dosegli, če se ne bi zgodila ena stvar, sicer zelo dramatična sama po sebi, ampak to je bil potres v Furlaniji leta 1976. To je bil zelo hud dogodek. Italija je Furlaniji takrat kot sicer vsem potresnim območjem namenila neka znatna sredstva, ki so jih pa Furlani zelo pametno uporabili. In so takrat vzpostavili, torej ne samo, da so ponovno pozidali to območje, ampak so takrat s temi prispevki zgradili tudi neke mikrotovarne, neka podjetja, družinska podjetja in je tudi zato, ker je v to obdobje nekega splošnega razcveta italijanskega gospodarstva, je Furlanija postala izjemno bogata dežela, najbogatejša italijanska dežela. V 20 letih, ker v 50 letih ne pozabimo, je bilo to območje, od koder so se ljudje množično izseljevali. Ampak množično, tako da so bile ladje, ki so plule iz Trsta, podobne tem ladjam, ki zdaj prihajajo iz Turčije v Grčijo in podobne zadeve. To je bil tak fenomen. Torej, Furlanija se je skoraj izpraznila, potem je prišel nekako na sredi tega procesa ta potres. Obnova po potresu, znatne investicije, ki so jih seveda Furlani znali tudi pametno izkoristiti, in se je začel nek ekonomski boom. In na podlagi tega so imeli Furlani enostavno, bom rekel, tako orožje v rokah, ker so imeli denar, kar je novodobno orožje, da so rekli, mi zdaj nismo več del italijanskega prebivalstva, ampak smo narod. In kot narod imamo tudi svoj jezik in ta jezik se imenuje furlanščina. In zdaj za Rezijane moramo vedeti, da so Furlani zgodba o uspehu, vsaj tudi so. Ampak za Rezijane, ki živijo zelo ob robu te zgodbe o uspehu, njihov pogled v dolino je pogled na zgodbo o uspehu. In seveda, kar pomeni skupnost, ki se odcepi od nekega velikega naroda, je uspešna skupnost, ima denar, ima uspeh, ima, ne vem, svojo univerzo. Univerza v Vidmu je navsezadnje nastala tako. Tako nastajajo jeziki. Mislim, jeziki ne nastajajo tako, da nekega dne se nekdo zmisli pa reče, zdaj bom pa jaz malo govoril, malo drugače, bo zdaj to postal neki jezik. A da se tam na Wikipediji v tisti schemi indoevropskih jezikov odcepi en kvadratek. Jeziki ne nastanejo tako. Jeziki nastanejo tako, da v določenem trenutku so ekonomske, politične, mogoče tudi vojaške okoliščine dane za to, da se pač ta jezik prizna kot jezik. Ne zato, ker ga prej ni bilo, ampak za to, da se prizna, je potreben denar. Ko smo se enkrat na nekem posvetu pogovarjali o Reziji, zdaj mogoče tega 10 let, sem jaz svetovala, da uno cesto tam, ki gre do Bovca, da enostavno tam naredijo eno 4-pasovnico in da v Bovec investirajo. In bodo potem Rezijani videli ne samo furlansko zgodbo o uspehu, ampak tudi slovensko zgodbo o uspehu. Takrat so sicer rekli, da jaz govorim neumnosti, kar je mogoče tudi res, ampak hecno je bilo, da je potem župan Rezije eno leto kasneje, ne da bi vedel za to mojo zadevo, rekel, da po njegovem mnenju bi bilo treba zminirati še uno tam kolovoz, ki pelje čez mejo, da sploh tistega prelaza ne bi smelo biti in da bi bilo to za Rezijo najboljše, da Slovenija ne bi imela nobenega stika. To je to. Na kratko. Meni ta ideja o užitku v jeziku seveda zelo blizu, ker se mi zdi, da je jezikovni hedonizem temelj tega, da jezik zares vitalno živi.
In zdaj v tem ideološkem konceptu, ki si ga predstavlja, ne, po eni strani normativističnega pogleda na jezik, po drugi strani pa tega čisto etnografskega, a je sploh kaj prostora, ne? Oziroma, kje bi sploh bili prostori za vas, za vsaj začetek takega jezikovnega hedonizma? Ja, mogoče, kaj bi rekla, najbolj fajn bi bilo, če bi se to dogajalo v šoli, ne? Ampak kako je s hedonizmom v šoli, mislim, da je vsem jasno in če študentke vprašamo in dijakinje prisotne, da bo znali potem veliko kaj povedati, ne? V življenju je veliko prostora za vse, če se prostor za to najde. Če pa tega ni, je pa treba te zadeve tudi take, kot so hedonizem, ne, ki naj bi bila pač zelo spontana zadeva, na kakšen način vsaj minimalno podpreti. In dokler jaz tle ne vidim nekih zelo, kako bi rekla, za vsem tem hedonizmom mora biti nek zelo jasen nehedonistični načrt, tako bom rekla. In dokler jaz teh zelo jasnih načrtov ne vidim, oziroma ne vidim neke podpore tem načrtom, ker opozarjam, da, kako bi rekla, osnutkov jezikovnih politik in tudi zelo konkretnih ukrepov na področju promocije rabe slovenskega jezika je v zamejstvu kar nekaj. Opažam pa neko pomanjkanje neke institucionalne podpore na eni strani in pomanjkanje tudi nekega na vsezadnje posluha v osrednji Sloveniji, to pa moram tudi povedati. Ker pogovarjanje in dogovarjanje z različnimi institucijami, ne s vsemi seveda, z nekaterimi je zgledno, z nekaterimi nekoliko manj. So kakšni bendi, recimo, ki pojejo v slovenščini v Trstu? A so kakšni stripi, ki se izdajo recimo v narečju? Mislim, jaz iščem te bolj blizu življenju forme jezikovne, kjer bi ljudje lahko našli vir uživanja. No, nekaj tega je, ne, moram povedati, ne. So tudi recimo bendi, ki pojejo tudi avtorska glasba, ne samo taka recimo zelo pop, ne, v različnih oblikah slovenskega jezika, ne, tako bom rekla, to je, absolutno. Pogrešam mogoče malo več raznolikosti pri knjigah namenjenih mlajši populaciji, ker so knjige zelo, kako bi rekla, klasične, to, kar nastaja. Recimo, meni se zdi hecno, da nimamo nekega Vojnovića. Ne? Pač ni nekega avtorja, izvzemši mogoče kakšna poglavja pri Marku Sosiču, ne? On ima kakšna poglavja, ker v bistvu prihaja do te mešanice, ampak recimo nekega takega pisanja, ne, kot je Vojnovićevo, mislim na Vojnovićeve romane, ne na kolumne, se mi zdi prav zanimivo, ne, da tega ni, recimo. Ne. Tudi ni nekega literarnega natečaja, ki bi to spodbujal. Načeloma, če kdo tako piše, pomeni, da to dela, oziroma pomeni percepcija, da to dela, ker drugače ne zna. Ne pa, da to dela, ker v tem uživa, ali ker mu je to všeč, ali ker se mu zdi, da na ta način izrazi nekaj, česar sicer ne bi izrazil. Ja. Recimo, obstaja gledališče, ki bi sicer italijansko, ampak ima zaenkrat na teden predstav v slovenščini. Ne, obstaja slovensko stalno gledališče v Trstu. Je pa res, da tako, ne, torej slovensko stalno gledališče v Trstu je, kako bi rekla, gledališče podobno recimo ljubljanski Drami. Ne. Zdaj, če imate malo pred sabo, ne, recimo, tako, slovenska gledališča, ne, Drama je vsekakor gledališče, v katero zahaja recimo neka skupina intelektualcev. Ne, to ni, ne, Teater 55, kaj že teh, ne, gledališč, ki so tako bolj, kaj bi to, moški so z Marsa, ženske so z Venere, pa Mamma Mia, pa ti šovi množični, ne. Tako da gledališče obstaja, to je stalno gledališče, slovensko stalno gledališče, je tudi gledališče, ki ga priznava tako slovensko ministrstvo za kulturo kot italijansko ministrstvo, ne. Vendar pa gre za neko bolj, kako bi rekla, klasično gledališče, ne, v tem smislu. To je tako, kot če bi šli, ne vem, Dramo nekaj gledati, ne. Seveda super, ne, odlično je z nekaterimi predstavami, tudi recimo na Borštnikovem srečanju tu v Sloveniji. Mislim, da so lani predlanskim za eno predstavo, ne, celo dobili nagrado za najboljšo gledališko predstavo, ne, v slovenskem prostoru. Ampak še vedno, ne, pač govorimo o nekem gledališču, ki ponuja pretežno repertoar namenjen neki intelektualni sredini. Jasno, ne samo to, ne, ampak
Saj veste, ne, če greš gledati neko gledališko predstavo 3-krat na leto, ja. Si bom govorila tudi na kritiko in sicer, oziroma neke majhne paske. In kar se tiče govora v narečju, meni je zelo zanimivo dejstvo, da pač jaz prihajam iz Trsta in sem tukaj v Ljubljani študiram. In mi je zelo zanimivo, ker meni so vsi jeziki zelo všeč in se jih z veseljem učim. In ko sem prišel v Ljubljano, sem začel veliko poglabljati v slovenščini in uporabljati masivno dvojino. Meni je ta masivno uporabljena dvojina ima nekaj fantastičnega, prav ekstaza. In ko sem prihajal domov v zamejstvo, mi je bilo meni najlepše to, da sem doma družinske člane popravljal dvojino. In ne bom nikoli pozabil moje sestre, ki mi je rekla, Sandi, prosim, nehaj, nismo v Sloveniji, mi tu govorimo tako, vi tam govorite drugače. In to se mi lahko ostalo v misli, ker res, ne vem, mislim, da je prišla taka ideja, da pač, kako bi rekli, govor v narečju, v zamejstvu je naš jezik, kot si Matejka prej lepo predstavlja, in ni, kako bi rekli, pač zgodovina in tudi razvoj slovenščine nas je pripeljal na dve poti. Na en razcep, ki je nastal v zadnjih 20 letih, po mojem, jaz to vedno tudi poudarjam, ko mi rečejo, ja, ampak, kako rečem, naprimer, ja, mi zamejci in vi Slovenci, ne, ja, saj tudi vi ste Slovenci, ja, se strinjam, ampak še ne drugo, tudi zgodovina po drugi svetovni vojni nas je pripeljala do tega, da smo imeli nek drugačen razvoj. In ne moremo enačiti, kako se je jezik, kot ste vi nenehno tudi tukaj poudarjali, razvil v zamejstvu in v Sloveniji. Zato jaz mislim, da je tudi neke vrste popolnoma razumljivo in sprejemljivo, zakaj to nastaja. In kaj sem drugega hotel povedati, zdaj sem pozabil. No, bom odgovorila najprej na to in potem boš pomislil še na naslednje vprašanje. Mogoče, tako je prišlo do enega komunikacijskega šuma, ne, bi rekla, jaz ne menim, da zdaj, torej neke dinamike v jeziku, v jezikoslovju, v sociolingvistiki jih opažamo pri različnih skupinah. Ne? Zato sem pač večkrat to poudarjala, da na določene dinamike, recimo, ne vem, ideološki diskurs, ne, se pojavlja tako v zamejstvu, kot v Sloveniji, kot če bi šli v Italijo, v Nemčijo, Avstrijo, Švico, kamorkoli pač greš, ne, slišiš ideološki diskurs in je prisoten seveda v različnih oblikah in z različno pojavnostjo. Nekatere stvari so seveda skupne določenim jezikovnim prostorom in v drugih se ne pojavljajo. Zdaj, jasno, neke razlike pa so tudi in razlike v jeziku, to bi pa zelo rada poudarila, z vidika jezikovne vitalnosti ugotovljeno je, da so razlike znotraj nekega jezikovnega kontinuuma bistvene. Torej, če že je kak jezik na tem svetu ogrožen, potem je ogrožen tisti jezik, ki znotraj svojega kontinuuma ne pozna raznolikosti. Jeziki, ki so raznoliki, kjer obstajajo narečja, kjer obstajajo odstopanja od norme, jeziki, ki sprejemajo tujke, bomo rekli tako nasplošno, jeziki, kjer prihaja do jezikovnih mešanic na obrobju, to so vitalni jeziki. Pri takih jezikih ni nevarnosti, da bo jezik umrl, ne, med narekovaji. To so pač dokazale raziskave tudi na svetovnem nivoju, da je temu tako. To, kar je problematično, recimo, kar jaz opažam in kar se meni zdi problematično, zdaj mimo tega jezikovnega diskurza, če gremo samo k jezikovnim pojavom, seveda, torej, kako se pogovarjamo, kako govorimo, ne, je to, da vsak od nas nekako ima nek repertoar jezikovnih izbir pred sabo. Ne, lahko se odločiš, da boš govoril zelo knjižno, malo manj knjižno, knjižno-pogovorno, pogovorno, zelo pogovorno, narečno, pokrajinsko narečno, vaško narečno in, ne vem, razlika med Gurenci in Dunenci, predno vse zadnje še, ne, nazad. Če si za to sposoben. Če si, evo, ne, in zdaj pridemo do tega, če si za to sposoben. Težava je seveda takrat, ko si ti v italijanščini, na primer, sposoben te raznolikosti, se pravi, lahko govoriš standardno italijansko in tržaško narečje, v slovenščini pa imaš eno samo opcijo. In to je samo tvoje narečje. Ali pa druga opcija, ki je pogosto prisotna, ali zelo knjižni jezik, ki se ga napiflaš v šoli, ali narečje, vmes
ni nič. Ne? In to je tudi en tak pojav. Ne? Jaz bom dala tako en primer, ne vem, verjetno nekateri ste ga že slišali, ne? Spet primer izpred 25 let, ne, jasno. Jaz, ko sem hodila na gimnazijo v Trst, sem eno leto bila taka senzacija, ker jaz in sošolka obe smo osvojili zlato Cankarjevo tekmovanje. Tako iz enega razreda 2 dekleti, pa še obe zamejki, tako da je bilo res ena taka senzacija. In se spomnim, takrat smo šli na Vrhniko, tam je bila neka podelitev, še prej je bil seveda izlet po Plečnikovi Ljubljani, ekskurzije, ne vem kaj. In moja mama, jaz sem bila takrat vedno v džinsih, še zdaj sem vedno v džinsih, in sem imela ne take čevlje, zelo športne, in moja mama rekla, s takimi pa ja ne bo šla na podelitev, ti bom jaz kupila ene nove čevlje in prosim, da mi ne dela sramote po svetu. In mi je kupila ene nove čevlje, ki so seveda mene ožulili. In še zdaj se spomnim tam za Prešernom, na Tromostovju, je tam ena lekarna, in jaz sem šla tja, da si kupim... Ne. Kaj si kupiš, če te ožulijo čevlji? In seveda jaz pridem do gospe, in jaz nisem znala reči več nič. Ne obliž, ne flajšter, ne Hansaplast, nič. Samo še čeroto. In ni bilo druge, kot da se grem neko italijansko turistko, takrat ni bilo italijanskih turistov v Ljubljani, sem bila jaz očitno edina, in sem rekla, mi skuzi, čeroto. Yes, of course. In mi je potem dala to zadevo, da sem jaz rešila situacijo. No, meni je bilo takrat blazno sram, mogoče sem takrat se odločila, da bom jezikoslovka, ne vem, ampak skratka, meni je bilo blazno sram, ne, da imam zlato Cankarjevo priznanje v rokah, hkrati pa se ne znam v neki lekarni za eno neumnost zmeniti. In zdaj, če malo hec, ne, ampak to je tista težava. Ne, da pač ti nimaš možnosti izbire nekega jezikovnega registra, imenujemo ga tako, ne, ker v tem repertoarju imaš samo dvoje. Imaš ali zelo knjižni jezik, kjer pri Cankarju kvečemu so neki pogoji, ne, veste, po Uniji ali veš, koga so danes pokopali, ne, vprašal Domen osorno, ampak v bližu takrat ni bilo, ne, in zato pač ti to zmanjka. Mateka, nisi probala mogoče tako opisno povedati. Tisto, kar rabim za takrat, ko... Ja, ampak me je bilo sram, ne, ker jaz sem mislila, da bo gospa itak razumela, da je neka, mislim, meni je bilo sram, no, tako po domače rečeno. In se mi je zdelo najbolj častno, da zatajim lastni narod. Ja. In da se grem že tako, ker sem pač malo temna, ne, in sem rekla, to bojo itak vsi takoj razumeli, da sem italijanka, ne bo dvomov. In tako, no. Hočem reči, zdaj mimo heca, ne, ampak to se mi zdi ta problematičen moment, ne, da recimo Jurčiča in Cankarja in vse to, kar je punske vojne, pa to obvladaš, ne, to pri tem nimaš težav, pri unem narečnem pogovarjanju jih tudi nimaš, ne, izvisi pa en zelo pomemben segment. Ne, ker je ta segment samo v italijanščini. Recimo šola vožnje je samo v italijanščini, posledično vseh teh zadev, ne vem, meglenke, sklopka, kar še je pri avtu, ne, tega v slovenščini ne znaš, recimo, ne, ali pa druge take stvari. Ali pa recimo, ne vem, čistila v slovenščini, detergent, mehčalec, ročno pranje, strojno pranje, pomivalni stroj, pralni stroj, ne, tega ne znaš, ne, recimo. Take stvari. Jaz mislim, da ste zadnjo razlago eno tega polnoma zadela v živo, ne, v bistvu, in sicer da Slovenci v Italiji pač bi mogli poskrbeti za neko tako jezikovno politiko, to je večkrat izpostavljal, ne, danes bi nekako omogočila svojim pripadnikom možnost izbire, ne, med različnimi zvrstmi jezika in ki bi omogočile pač prilagajanje tudi samemu sogovorniku, ne. Jaz tudi nekako raziskovalno spremljam malo jezikovne pojave znotraj tako zvane sintagme zamejstva, čeprav mi ni ne vem kako všečna ta besedna zveza. Opažam pač, da Slovenci v Italiji, zlasti mlajše generacije, postopoma pridobivajo neke samo svoje jezikovne poteze, ne, v primerjavi z jezikovnim tako zvanim jezikovnim standardom oziroma z jezikom, ki se razvija v osrednjem prostoru Slovenije, in to povzroča tudi marsikatero težavo v samem sporazumevanju, ne. Tu imamo res veliko primerov naših dijakov, naših študentov, ki pač imajo včasih težave tudi naročiti neko kavo v Mariboru oziroma v Ljubljani, ne.
In to nekako odraža pač to klavrno situacijo, da smo Slovenci v Italiji popolnoma bosih nog, kar se tiče jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike. Ne? In to dolgoročno gledano je po mojem skromnem mnenju lahko tudi pogubno, glede na to, da strokovna literatura pač jasno kaže številnimi primeri vse posod v Evropi, da narodne oziroma jezikovne manjšine, če dolgoročno ne načrtujejo svojega jezikovnega razvoja, pač so velike možnosti, da bojo postopoma z generacijo izgubile marsikaterega govorca. Zato jaz mislim, da je res skrajni čas, da se tako samoorganiziranost slovenske narodne skupnosti, seveda v prvi vrsti šola, pa tudi Republika Slovenija, pač opremi z neko jezikovno politiko, ki ne gleda na Slovence v Italiji kot nek odraz, nek zametek neke folklorizacije, ampak kot neko jezikovno skupnost, ki je pač polnopravni člen in del tega skupnega slovenskega jezikovnega prostora. Morda še vprašanje za Matejko, ki se veliko ukvarja z mladimi, še zlasti z dijaki in študenti, so pač opravili svoj izobraževalni proces na Sloviku in glede na to, da tudi sam Slovik podpira te jezikovne prakse, jezikovne stopnjevanje v Sloveniji, če opažam pri teh dijakih oziroma študentih kakšne težave v komuniciranju s svojimi vrstniki na drugi strani meje, oziroma kolikšni mir opažate težave? No, bolj kot težave bi rekla neke zagate. Ne? Zdaj jasno je, da pa če se človek želi sporazumevati, se na koncu tudi sporazumeva. Ne? Prihaja pa do kakih tako napol komično-tragičnih včasih zapletov. Recimo dijaki, ki prihajajo sem v Slovenijo za ta program pol oziroma enoletnega šolanja, v slovenskih šolah živijo v dijaškem domu in včasih imajo, prvič jim rečejo, kdo bo tvoja cimra, in že tle je panika in popolna tema, ker kdo je cimra, vprašanje. No in potem včasih je cimra z Lendave, ali kaj takega, in se nekaj časa rabijo za to, da se uspejo sporazumevati o enostavnih zadevah. V šoli načeloma nimajo težav, tako bom rekla. Pri kakšni slovnici oziroma pri pouku slovenščine v šoli plus minus ni težav. Težave tako nastajajo bolj v tej vsakodnevnem sporazumevanju. Recimo, vprašajo, kako se naredi abonma za avtobus. Vsakemu Slovencu je pač jasno, da je abonma v gledališču, v kinu, v operi, ne pa na avtobusu, naprimer. Ali pa, kakšnih stvari, kakšnih poimenovanj predmetov, predvsem novih tehnologij. Imaš polnilec. Kaj je polnilec? Imaš, žaluzije. Kaj so žaluzije? Take zadeve. Recimo, tu prihaja včasih do kakih zagad. Ponavljam, spet, pri tem vsakodnevnem sporazumevanju. Bistveno manj pri slovnici. Nasplošno profesori slovenščine so kar plus-minusno zadovoljni z njihovimi uspehi. Zato pomeni, da se jezik ne razslojuje, da ne vlada pogovornega jezika. Pravi, da jezik ni razslojen, mislim, jezik, ki govorijo Slovenci, da so ni razslojen, obstaja knjižna slovenščina, ki govorijo profesori na šoli, drugače pa ni razslojen, ne vladajo slenga, ne vladajo in zakaj ga ne vladajo. Zaradi tega, ker so slengu pogovarjali o italijanskem slengu. Točno tako. Na štengah na slovenski gimnaziji vsi govorijo italijanščino, sekretih, vsi govorijo italijanščino, sploh se govorijo, mislim, ne italijanščino. Najhujša oblika italijanščine, govorijo v tržaškem dialektu. Tako da ne znajo govoriti niti italijanščine, niti slovenščine, vladajo samo tržaščine. No, zdaj, če je to huda oblika ali ni huda oblika, jaz ne vem, dejstvo, da se nekdo pogovarja na rečju, njih tudi... Jaz ni slovensko narečje, slovensko narečje v Trstu, prvi slovensko narečje v Trstu, čeprav Boris Pahor tudi, da obstaja, v resnici ne obstaja. Zaradi tega, ker uporabljajo v slovenščini samo pomožne glave. In drugič je tale leksikalna osnovašitev, o kateri se govori zdaj, da ne vejo, kaj je pomnic, ne vejo, kaj je gres, ne vejo, kaj je radiator, ne vejo, kaj je hran, ne vejo, kaj je zaslon in tako naprej. No, to dejansko obstaja, mislim, ta... Če sprav, da je mrtv jezik, to je kastriran jezik. Če obstaja samo knjižna slovenščina, podobno je tako, veste, kot so Izraelci ustvarili izraelščino, tako da so jo posneli po starih hebrejčih in tako naprej, potem dolgo čas uporabi
v času uporabe se je razstojila in pa so osvojili tudi druge jezikovne ravnine. Mislim, si stanje slovenščine, jaz sem tudi državski slovenc, ne slučajno sem tudi malo predavne potem, ne, pa sem zdaj, da imate tole tukaj, ne, meni so si stanje slovenščine v Trstu porazno. Mislim, porazno. Ja, tako bi rekel. Vsakega nivoja, mislim, res, to tako, da, mislim... Se delno strinjam. In vsaka generacija je slabša, ne. Vnašanje italijanskih otrok v slovenske šole, se pravi, da tiste šole postanejo skoraj dvojezične, ne, na začetku, mislim, v prvih razredih, sploh mislim, pol razreda ne vlada slovenščine in tako naprej. In kaj se je? Kako bi rekel, mislim, če strokovno gledam na zadeve, bi se delno strinjala z vami. Ne? Prav gotovo je res to, ne, da je to delni jezik, ne? V smislu, da pač na eni strani je knjižni jezik, na drugi strani je narečje, koliko ga je. Ne? Je pohabljena, nekakšna pohabljenost pa gledanščina, no, mislim. Recimo Bog. In životne ankete, recimo, glede na to, se sprašujete, recimo, tako, kaj dela Primorski dnevnik. Zanimljivo je to, kaj je Primorski dnevnik, vsak se lahko misli, kar se hoče, ne, jaz mislim najboljša o njem, ne. Zdaj, glede na to, ne, kako se vodijo ankete, recimo, kaj sem pred 20 leti bila tudi izpeljana pred 10-15, no, v katerem so zastavljali vprašanje o narodni zavesti. Zdaj, vsake pol se je proglasil za Slovenca, je pač ne, kaj se ima domače tradicije, ki ima, mislim, tako za svoje zapečkarstvo, ne, in jaz se je proglasil za Slovenca, pa, ne, recimo Vinko Šlak, ne, ker se je nekoč preselil iz slovenske Koroške na avstrijsko Koroško, ne, je nekoč izjavil, da za avstrijsko-koroške intelektualce bi bilo bolje, da namesto se tako izprasujejo, ne, imperativno v Slovencu, da bi vzeli kdaj v roke kakšno osnovnico, kakšno pravopisno. In to velja za državne Slovence nasploh. Ker je nivo, mislim, ne si izpod vsake kritike. Porazno. To vam povedal, ker res to da jaz se upravičujem, pa vam drugo. Nekaj da vi ne, ampak je, mislim, resnično, res kar državski Slovenci to govorim, da mislim, je res grozljivo. Ja, ampak se vam res zdi kot recept za to, da ljudje na nek način zaživijo v svojem jeziku, da recept ne pomaga reč, no, mislim, meni se je to tako daleč, da več ne pomaga reč. To je totalna asimilacija in mislim... Ja, ampak koga krivite za tega razumem? Ja, Rado Srebula je večkrat dopisal, da moramo kriviti svojo psiho za to, ne? Mislim, svojo psihološko krhkost. Slovenci so narod, ki zelo nagnjeni asimilacije, nekamo bolj pride, da se asimilacije. Kako pa še danes? Ampak pazite, niso samo Slovenci v Italiji, so tudi Italijani v Istri. Ja, samo tu govorijo, porazno se bo italijansko. Če bi se novo gimnazije, kaj pomeni govoriti porazno se bo karkoli? Jaz vam lahko povem, zato ker sem jaz Italijan iz Istre, ne? In jaz vam lahko povem, jaz sem v bistvu letnik Matejke, ne? In v bistvu jaz sem začel govoriti italijansko in takrat smo mi govorili dobro italijansko. In to se spremenilo in zaradi tega jaz tukaj vidim tako razliko, jaz vidim tako ene pač nekaj skupnega, ne? To, ker zdaj Matejka govorili, to, ker jaz vem iz Istre, ne? Ampak res je, sprememba je, to, kar vi govorite, je res, ne, v šolah, ne, se pač govori... Tudi Italijani v Istri, ful, pa tako naprej. Ja, ampak v italijanskih šolah se uporablja tudi hrvaščina. Se uporablja hrvaščina, ampak jaz se tukaj sprašujem, zakaj se uporablja hrvaščina v italijanskih šolah in zakaj italijanščina v slovenskih šolah. Enostavno zaradi tega noben se ne sprašuje sploh, zakaj, kako se počuti najstnik. Jaz se to nastavim, zato sem že odgovoril, zaradi tega, ker ne razvijajo svoje najstniške kulture. Mislim, niso sposobni izraziti. A se najstnik počuti recimo dobro takrat, ko govori slovensko v slovenski šoli v Italiji, ali se ne počuti dobro? Kako se počuti? Se počuti bolj sigurno takrat, ko govori italijansko, zato ker je večina? Ne, zaradi tega, ker tudi spada tisto oblika italijanščine, ki on govori v glavnem slengu. In tista so bolj pač njegovo starostno obdobje, ne? On je edini stik, do katerega pride slovenščina, pravzaprav tisti predavatelji na slovenski šoli. Zdaj vem, tudi tam slovenščina, nivo slovenščina, tudi tam vedno nižji, ne? Zato, ker to so moje bivši sošolske gimnazije, tako da vem, kako govorijo. Ampak jaz tukaj iskreno povedano ne vidim eno rešitev. V tem, da bi lahko pravopisno... Po mojem stvar šla predaleč in nobene rešitve ne reči. Jaz sem se preselil v Ljubljano, najboljš, kaj narediti čim prej. Ja, ampak tudi v Ljubljani samo govoril ful najstniki. Kaj bomo s tem? Moja osnovna nočna mora, ki sem prišel v Ljubljano, je bilo to, da sem se sprehajal
In so se sanjal še 15 v Trstu. Se mi zdi, da sem da se prehajajo v Ljubljanci, ne, in da vsi okrog mene govorijo italijansko, ne, in to je moja nočna mora. Zdaj pa je to res, ker toliko italijanskih turistov se čuješ, da se prehajaš okrog, da se to res dogaja. Jaz sem vesela zaradi tega. Ok, mogoče končamo na tem, dobivamo že namige, da moramo zaključiti. Jaz sem zelo vesela, da smo imeli dinamičen, zelo osredotočen pogovor o bistveno pomenih vprašanjih. Hvala, da ste prišli, hvala za pozornost, za sodelovanje in še najbolj hvala Mateji, tako za knjigo, ki je napisala, tudi za to, da je bila danes z nami.